Preden povabim gospod direktorico, da se mi za trenutek pridruži na odru, kjer ji bom uročil zahvalo predsednika Republike, mi dovolite, da rečem nekaj priložnostnih besed. Direktorica bo prejela zahvalo predsednika Republike ob 100. obletnici delovanja za izpolnjevanje poslanstva kakovostnega izobraževanja odraslih in spodbujanja osebnostne rasti v skladu z načeli vseživljenjskega učenja ter za stoletje uresničevanja vizije odprte hiše znanja. Spoštovana gospa direktorica, spoštovane gospe in gospodje. Danes dopoldan pred odhodom na slovesnost v Maribor in sedaj na to čudovito slovesnost tukaj v Celje sem zjutraj v prostorih predsedniške palače sprejel odhajajočega rektorja osrednje ljubljanske univerze ter novega rektorja, ki bo prav zdaj v tem času umeščen kot novi rektor ljubljanske univerze. To je vselej ne samo za univerzo, zlasti zato, ker je največja, ampak za vso narodno skupnost, za državo velik dogodek. Poleg tega gre za univerzo, ki je pred 2 letoma praznovala 100. obletnico. Ta dogodek, 100. obletnica, je bil zelo odmeven dogodek tudi v širši javnosti. Vsi smo nekako prepoznali prelomnost tega dogodka ustanovitve univerze v Ljubljani, Ljubljanske univerze, za naše narodno življenje, za naše narodno zorenje, politično, gospodarsko, socialno in vsakršno. Šlo je za to, da smo Slovenci po prvi svetovni vojni želeli hitro razširiti krog inteligence, ki bi v slovenskem jeziku nadaljevala imenitno zgodbo svetovne znanosti. Že v tistem času pa, pred 100 leti, so se slovenski pedagogi in intelektualci zavzeli, da bi ustanovili slovenske ljudske visoke šole, zato da bi izobraževale tako vse prebivalstvo, ne samo mlade ljudi, ki so bili željni znanja. In v utemeljitvi so napisali sledeče, citiram: "In če bi naše slovensko ljudstvo take boljše duševne hrane tudi želelo, inteligenca je dolžna vzbuditi v masah željo po pouku, po daljni izobrazbi, inteligenca je zavezana, da vedno vzbuja med ljudstvom lakoto in željo po duševnih užitkih." Malo prej je ob koncu prvega nastopa prijazna voditeljica vzkliknila, kakšna vizija je to bila. Če smo torej pred 2 letoma slavili ustanovitev 6 fakultet, ki so se povezale kasneje v Ljubljansko univerzo, potem dajmo danes tukaj iz tega čudovitega narodnega doma v Celju sporočiti vsej slovenski javnosti, da proslavljamo 100. obletnico ustanovitve visoke ljudske šole, recimo univerze, ljudske univerze v Celju, in da je to pomemben dogodek, ne samo za Celje, da je to pomemben dogodek za vso slovensko skupnost, saj je bilo v tistem času ustanovljenih še veliko podobnih univerz po vsej visokih šol po vsej Sloveniji, danes jih je 22. Gospa direktorica, vi, vaši sodelavci, mentori, profesori, učitelji, skrbite za to, da na univerzo, kot smo lahko videli, pridejo ljudje, ki imajo željo po znanju, po izobrazbi, ki ostajajo radovedni. Poleg ranljivih skupin, ki ste jih tako vi kot tudi gospa podžupanja posebej omenili, so to zdaj vse bolj tudi starejši ljudje, ki niso izgubili z leti svoje radovednosti. To se mi zdi zelo pomembno zato, ker postajamo dolgoživa družba, za cilj pa imamo
vseživljenjsko izobraževanje. Na drug način ne rečem, brez vas ne moremo. Vi ste zelo pomembni za narod, ste zelo pomembni za državo, vseh 22 univerz, vključno z Ljudsko univerzo tukaj v Celju. Opravljate izredno pomembno poslanstvo, nenadomestljivo. Gre za to, da ob tem, da nekomu, ki želi dopolniti svojo izobrazbo, nekomu, ki si je prej ni mogel privoščiti, pa si jo zdaj lahko to izobrazbo date, ali pa da preprosto ponujate možnost starejšim ljudem, ki ob svoji siceršnji življenjski modrosti vendarle še vedno imajo tek, apetit za radovednost. Dokler ima človek željo po učenju, ostaja mlad. In vi, prej ste mi rekli, ponujate tako možnost na različne načine, ne vedno samo izobraževalno, če sem prav razumel, na leto 6500 ljudem. Mislim, da je to osupljiv podatek in to, da zmorete vse to organizirati zgledno, na veliko veselje tistih, ki v tem procesu študirajo, sodelujejo in seveda tudi tistih, ki to znanje omogočajo, je zares nekaj posebnega. Zato si zahvalo predsednika Republike tudi zaslužite in vas vabim na oder, da vam jo lahko vročim. Spoštovane gospe in gospodje, zahvala predsednika Republike, ki jo prejme Ljudska univerza Celje ob 100. obletnici delovanja za izpolnjevanje poslanstva kakovostnega izobraževanja odraslih in spodbujanja osebne rasti v skladu z načeli vseživljenjskega učenja ter za stoletje uresničevanja vizije odprte hiše znanja. Iskrene čestitke, gospa direktorica.